Zadnjič sem srečal še večjega baterijskega pacienta od sebe, ker je šel kolega polniti baterijo svojega telefona, ko je imela še 50% energije v sebi, ker ga je skrbelo, da bo premalo za uro pa pol dolg let nazaj domov, kljub temu, da je prvo polovico baterije porabil praktično celem dnevu. Ja, nekateri imamo radi svoje baterije vedno napolnjene in zganjamo paniko, večinoma brez prave potrebe, ampak ne moramo iz svoje kože. Enako velja tudi za baterije električnih vozil, ki jih je pa na cestah vedno več. Včasih se zdi, da nas proizvajalci kar malo posiljujejo s svojimi električnimi modeli, tudi na naših testih je vedno več električnih avtomobilov. Vedno bomo pa obstajali takšni vozniki, ki se dosega, pa polnim kar malo bojimo in nas zato električni avtomobili posebej ne mikajo. No, ampak vedno obstajajo alternative. Ena takšnih je recimo Fordova Kuga PHEV, torej priključni hibrid. Tole je zadnja 3 leta najbolje prodajen priključni hibrid v Evropi in to s kar lepim naskokom. Avgusta letos je bil na 2. mestu, ga je prehitel Volvo XC60, septembra je bil pa spet na 1. mestu. Ampak za koga pa so takšni avti? Za vse, ki bi se radi vozili na elektriko, pa vas na dolgih poteh skrbi polnjenje. No, tukaj teh težav ne bo, baterija ima 14,4 kWh in Ford pravi, da s polno lahko prevozite 66 km, kar je verjetno celo realno. Itak bom šel sam odpeljati en tak električni krog, pa si upam staviti, da bom prevozil vsaj 50 km. To pomeni, da boste med tednom vse poti lahko opravili na elektriko, torej šli v službo, pa popoldne po opravkih, ker povprečen Evropejec na dan prevozi manj kot 50 km. Po noči se bo potem baterija napolnila, na daljših poteh pa tudi ne bo težav, ker je tukaj spodaj še bencinski motor. Ford ima ponudbo dobro razdeljeno, ker dizla v Kugi ni več, imate na voljo lahko klasični bencinski motor, pa samopolnilni hibrid in tudi takšen priključni. Tukaj je baterija na polnilnici polna v 3 urah pa pol in tudi na navadni vtičnici brez težav preko noči v 7 urah. Seveda so priključni hibridi samo vmesni člen do popolne elektrifikacije in zaradi svoje cene ne nujno boljša alternativa od samopolnilnih hibridov, so pa super, če se hočete večinoma voziti na elektriko. In to brez skrbi. Seveda je še bolje, če imate doma sončno elektrarno in dobivate čisto energijo od naše najbližje zvezde. Takšna elektrika je v bistvu tudi brezplačna. Jasno, če zamižimo v dejstvo, da ste morali plačati za sončno elektrarno, ampak se veste, kaj mislim. Bolj pomembno se mi zdi, da so priključni hibridi super prehod do popolne elektrifikacije. Večinoma jih boste v bistvu uporabljali kot električno vozilo, ko bo treba iti na dopust nekajkrat na leto, pa tudi ne bo nobene drame. 2,5 litrski motor v Kugi bo poskrbel za vašo mirnost, no sicer pa oba motorja skupaj poskrbita tudi za precej veliko moči. 178 kW oziroma 243 konjičkov, kar pomeni, da takšna Kuga ni samo varčna, ampak tudi precej hitra. Najbolje prodajen priključni hibrid v Evropi je bil zdaj ravnokar prenovljen, zato Kuga zunaj izgleda zelo moderno, no še bolj pa je prenova svoj pečat pustila znotraj. Sredinski zaslon je velik in pregleden, nekaj fizičnih stikal je še vedno ostalo, čeprav bi si želel kakšnega več. Zapeljati je pa Kuga fantastična. Pravzaprav, ker baterija ne tehta kot pol slona, takšna Kuga med ovinki ostaja proagilna. In ob predpostavki, da jo boste pridno polnili in se večinoma vozili na elektriko, jo boste lahko klicali kar moj električni avtomobil, čeprav je prav zares priključni hibrid. Jaz sem z njo na elektriko danes prevozil 50 km in to kljub temu, da je zunaj že kar hladno, čeprav lepo na Gorenjskem svet sonce. Se grem rajš v avto pogledati.